Najpomembnejši ukrep tega tedna pa je bila ponovna razglasitev epidemije in z njo prepoved gibanja med 21 uro zvečer in 6 uro zjutraj. Da smo si popolnoma nejasni, tle ne gre za nobeno policijsko uro, a je jasno? To ni policijska ura, to je za omejitev gibanja, ki ga po določeni uri nadzira policija. Kaznuje pa vas zdravstveni inšpektorat, tako da to je nekaj čist ruska. Če pa se slučajno znajdete med tistimi srečneži, ki jih policija po noči ustavi, pa bo izgledalo nekako takole. Kaj je vaš razlog, da ste po 21. uri zunaj? Torej, ali odhajate oziroma prihajate na delo, ali imate neko nujno, urgentno zdravstveno storitev, ki jo morate storiti? Vem, kaj se zdaj vsi sprašujete. Ali kot zdravstvena nujnost šteje nujna potreba po seksu? Vem. Ker eni v petek delamo do 11, pa prej ne moramo. In če šteje, kako točno bo policija to preverjala? Dobro, na poti tja te bo izdalo dejstvo, da si šel prehitro, pa da imaš v hlačah nekaj trdega. Tako namero pa bo bistveno težje dokazovati na poti domov. Razen če boš kot dokazno gradivo ponudil rabljen kondom. Ali pa vsaj kakšno fotko. Prepoved nočnega gibanja je definitivno novost, ki bo življenje popolnoma spremenila mladim in samskim in niti malo staršem z malimi otroki. Bodimo iskreni, če že 6 let niste bili zvečer zunaj, boste tudi nekaj mesto zdržali. Posebej pa je treba omeniti, da pri večernih izhodih, poleg prihoda in odhoda iz službe ter zdravstvenih nujnosti, velja še ena izjema. Poglejmo, katera. Iz službe boste po 9. zvečer še lahko prišli domov. Tudi psa boste še lahko peljali na sprehod, no vse drugo pa bo moralo počakati. Sprehod psom je dovoljen. Kaj naj rečem, očitno v drugem valu trgovinam ne bo zmanjkalo toaletnega papirja in kvasa, ampak psov! Nisem jaz kriv, če me on sred noči v babe vleče. Jaz mu sam sledim. Da bi ljudje dojeli, da država z ukrepom misli resno, so se zvečer na ulice podali policisti in ustavljali mimoidoče. Pravljamo tudi kontrolo v zvezi s spoštovanjem odloka, ste seznanjeni z odlokom? A so vozniki brez izjeme imeli že vnaprej pripravljena potrdila delodajalcev in tako težav ni bilo? Seveda ni bilo težav, če zvečer ustaviš nekoga v starem Cliotu. Ja, kam je pa šel, drgam, na šiht? Žal pa vsi ljudje, ki so se po 21. uri zadrževali na prostem, niso bili tako neproblematični. V ljubljanskih Fužinah je policija naletela na skupino mladih, ki se je obdružila ob odprtem ognju. Več kot očitno so s kresovanjem naredili enako napako, kot so jo drugi naredili s poroko. Zadevo so spomladi prestavili na jesen, ker so mislili, da bo situacija boljša takrat. Amaterji. Izbira datuma kresovanja pa niti približno ni bila edina napaka, ki so jo zagrešili. Ker naj bi proti patrulji metali različne predmete, se je policist zaradi varnosti odpeljal in ob tem poklical okrepitve. Ko so ti prišli na kraj dogodka, pa se je skupina mladih že razbežala. Njihova identiteta ni bila ugotovljena, zato policisti o dogodku še naprej zbirajo obvestila. Ja, policist se je iz varnostnih razlogov odpeljal, ker so vanj metali predmete. Pametna odločitev. Razen če so na ognju sam kosten pekli, pa so hoteli, da še on proba. Me pa zelo čudi, da niso uspeli odkriti identitete mladih, glede na to, da je bil posnetek objavljen na TikToku. Come on! To nam ne izda le imena storilcev, ampak tudi, da so najbrž stari 12. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.